Ja, pozdravljeni. Moje ime je Vladimir Guljar, direktor Slovenskega gradbenega grozda, in danes bomo govorili o hladnih prometnih površinah in preprečevanju pregrevanja mest z tehnologijo Heatland, to je tehnologijo hladnih asfaltov. In bom kar delil zaslon. To je že prva slika izvedbe v mestu Mursija. Gre za live projekt, o katerem bom nekaj več povedal kasneje. In začnemo kar mogoče z našo predstavitvijo oziroma vsebino. Vsebina je nekaj govora o mestnih toplotnih otokih, kar verjetno poznate problematiko, o projektu Heatland kot takem. Največ bo govora o izvedbi in seveda rezultatih aplikacije te tehnologije. Informacije so dostopne tudi na spletni strani projekta. Da se predstavimo, midva z Andretom prihajava iz Slovenskega gradbenega grozda. Od 2004 leta naprej delujemo in podpiramo razvoj in inovativnost podjetja. Povezujemo razvojne projekte, sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami, javnim sektorom, tudi z startupi in predvsem v mednarodnem okolju, v okviru mednarodnih, predvsem evropskih projektov. Trenutno nas je 15 članov, zelo raznolikih, ki v grozdu sodelujemo. Je pa grozd kot tak zelo dinamična organizacija, ki se spreminja glede na razmere, glede na cilje, glede na potrebe in ambicije članov. Smo del družine evropskih grozdov. Teh je okvirno 3000, tako da nismo neka čudna institucija, ne, za tiste, ki nas mogoče ne poznate oziroma ne poznate grozdov. In temu primerno smo tudi aktivni na evropskem nivoju. Vemo, da Evropska komisija podpira grozde na različne načine in pač mi to poskušamo tudi izkoristiti. To so predvsem partnerstva grozdov in tako imenovani projekti kaskadnega financiranja v okviru Innovate partnerstev. In tu smo kar aktivni, in sicer vodili smo projekt EKA, partnerstvo za internacionalizacijo krožne rešitve. Sedaj smo začeli v septembru podobno partnerstvo za internacionalizacijo rešitev krožnega gradbeništva na tretje trge. Trenutno poteka partnerstvo z odličnostjo na temo skoraj nič energijske gradnje, v okviru katerega bomo v naslednjem letu imeli mednarodne izmenjave grozdov med podjetji, kjer bodo podjetja iz Slovenije lahko šla na izmenjave v tujino, v Romunijo, Poljsko in Srbijo. V začetku leta smo končali projekt pametne osvetlitve z italijanskimi partnerji in smo iniciator mednarodnega grozda za krožno graditev, ki je meta grozd in ga kar močno promoviramo ob različnih priložnostih in seveda vas tudi vabimo, če vas krožna graditev zanima. Smo, kot rečeno, tudi aktivni v evropskih projektih. Tu je nekaj projektov, pri katerih smo sodelovali, in v evropskih organizacijah oziroma mrežah. To je predvsem Renovate Europe, kampanja za obnovo, kjer smo nacionalni partner. In v okviru te kampanje, glede na to, da je zraven predstavnica MOL-a, smo pomagali pri vrednotenju nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil narejen pač v Sloveniji, tudi že potrjen, z vidika obnove objektov. V kakšnem obsegu je kakšen način je ta segment vključen v ta načrt. In ravno včeraj smo imeli tudi sestanek, da bo na to temo Renovate Europe še naprej močno angažiran kot kampanja, v smislu spremljanja
realizacije teh načrtov po celi Evropi, zdaj ne govorimo samo o Sloveniji. Tako da tu bomo tudi mi poskušali aktivneje delovati. Smo člani Evropske tehnološke platforme za gradbeništvo, kjer nastaja politika razvoja graditve sektorja, in vključili smo se v iniciativo Pact for Skills, ker vemo, da je razvoj kadrov in novih spretnosti zelo pomemben na evropskem nivoju. Zdaj, kaj je izhodišče za današnji sestanek? Zadnjič sem prebral eno zanimivo misel o sustainable abundance, o trajnostnem obilju, ki je nekaj, kar rabimo. Ne bomo se odpovedali obilju, želimo ga, ampak moramo ga uresničevati na trajnostni način. In nekako je to eno naša usmeritev v Grozdu, ena od ključnih, pomembnih, krožna graditev in pač tak cilj, da bomo imeli obilje. No in zdaj, kaj to na nivoju mesta, urbanega okolja pomeni? To pomeni, da bomo imeli ceste, ne bomo brez cest, in brez betona in brez asfalta, bolj drugače, ampak poskušamo to narediti čim bolj prijazno in prijetno za bivanje in okoljsko prijazno. Zdaj vemo, mestni toplotni odtoki nastajajo zaradi različnih razlogov, predvsem manj zelenih površin v mestih, in zaradi tega prihaja do razlike med ruralnim, obmestnim in mestnim okoljem, kjer so temperaturne razlike 3 in več stopinj Celzija, in predvidevamo, da se bo zaradi klimatskih sprememb ta učinek še poslabšal. In tudi se mi zdi, da v številnih mestih se zelo borijo za to, da bi bilo zelenja čim več. Na srečo Ljubljana je na to temo zelo naprej, in to poskušamo tudi promovirati, kjerkoli se da. Zelena prestolnica Evrope, mislim, da je bilo 2018 ali 2017 nazaj, kar je lahko prepoznan dosežek. Na ta dosežek sem se spomnil eni delavnici v okviru tega projekta, ko so se Američani hvalili, kako sadijo drevesa po njihovih betonskih cestah. Se mi zdi, da tu bi se lahko marsikaj naučili od Ljubljane. No, razlogi za te mestne odtoke so v nizki stopnji izhlapevanja, radiacija, sevanje je ujeto med stavbami, se hrani v teh površinah, teh materialih in segreva nočno stanje, kar pomeni, da je naš spanec slabši, kot bi lahko bil, predvsem pa je v številnih mestih potreba po hlajenju se poveča. So pa tudi posledično razni zdravstveni problemi v zvezi s tem, in potem, ko boste videli določene meritve, so te temperature površin lahko neznosne. To je primer iz Tokija, nekaj starejši podatki, ampak trend je jasen, da se te temperature povišujejo. Verjetno bi bile zdaj že tu nekje, skoda, glede na to, da so podatki stari. Seveda, Ljubljana je tudi tu nekje, zopet starejša študija, ki sem jo našel oziroma pridobil v zvezi z posnetki, satelitskimi posnetki in analizo teh podatkov, kjer se je evidentiralo kar nekaj vročih področij v Ljubljani, v mestu. In v primerjavi z zelenimi površinami je potem vidno, da tam center mesta, trgovski centri in podobna področja so tista, kjer so tozadevno problematična. Trenutno poteka projekt Vroče točke, kjer se merijo te vroče točke, tudi, kakor sem zasledil strani prebivalcev, in številna področja, ki jih jaz osebno poznam, ker sem bil dolgo časa v Ljubljani, na primer tole za Bežigradom, je dejansko poleti zelo vroče. Na srečo je tu zraven park, ki to malo rešuje, ampak sama betonska površina se pa segreje enormno.
Rešitve so znane, senčenje, tudi takole, kot je tu na sliki, na nek način plastično, samo da senčenje je. Najboljše je seveda ozelenitev z drevesi, včasih pač to ne gre, ampak pomaga tudi tak plastičen način, na primer. Seveda zelene strehe. Površine streh so velike v primerjavi z ostalimi površinami in mislim, da jih je potrebno to zadevno izkoristiti. Potem so hladne strehe, kjer se uporabljajo različni reflekcijski premazi, ki izboljšujejo reflektivnost in s tem zmanjšujejo pregrevanje teh objektov in streh na teh stavbah. In glede na to, da v številnih mestih še vedno ne bomo mogli maksimalno zmanjšati površin asfaltnih, betonskih in tlakovanih, so rešitev tako imenovani hladne prometne površine. In to je rešitev, ki bo danes predstavljena. To so tako imenovani hladni asfalti, ki so bili razviti v okviru oziroma demonstrirani v okviru projekta Hitland. To je zopet že slika izvedbe v mestu Mursija. Kot sem rekel, teh površin v mestih, prometnih površin je sorazmerno veliko, in enostavno ne moremo jih zmanjšati do neke mere, jih lahko, ampak v veliki meri pa še vedno rabimo promet, da poteka. In površine tudi za kolesarje in pešce so pomembni trgi in tako naprej. Seveda je asfalt absorbira sončno svetlobo in toplotno sevanje in potem to oddaja v prostor. Z reflekcijsko funkcijo potem se pa to izboljša. Ta svetloba se ne vpije oziroma toplota se ne vpije v te površine in s tem zmanjšuje tako površinsko temperaturo teh površin, kot tudi s tem temperaturo okolišnega zraka. Kot rečeno, ta tehnologija je bila razvita v okviru španskega projekta Repara. In sicer so razvili posebno emulzijo, ki se uporablja namesto klasičnih bitumnov, ki je brezbarvna oziroma skoraj brezbarvna in je na organski bazi z visoko molekularnimi komponentami in tako se imenuje, kar je ključni know-how tega projekta in je tudi nekako malo skrivnost, zaradi tega, ker je pač kot taka tudi patentno zaščitena. In rezultati laboratorijski kažejo, da so te površinske temperature in temperature zraka kar drugačne napram tradicionalnemu asfaltu. To so rezultati iz tega raziskovalnega projekta, v okviru katerega se je sam ta asfalt v bistvu razvil. Nato je pa prišlo do live projekta Hitland, v okviru katerega so se načrtovale demonstracijske aktivnosti. To pomeni meritve demonstracijskega področja, eno leto pred izvedbo, potem izvedba in meritve po izvedbi, da se ugotovi učinke. V tem projektu sodelujejo kot ključni tehnološki nosilec Citicon, tehnološki center iz mesta Mursija, CHM, to je gradbeno podjetje, veliko gradbeno podjetje iz tega kraja oziroma te regije, Mursija. Mursija je mesto velikosti Ljubljane, na primer. Ravno so zgradili recimo mestni obroč, tako kot smo ga mi nekaj let nazaj, oziroma že nekaj let so ga tudi oni nazaj, ker sem jaz tam zadnje bil, je bilo pred korono. Potem je mesto Mursija član oziroma partner v projektu
Združenj delodajalcev Mursije, te regije v Španiji, in edini ne španski partner, to smo mi, Slovenski gradbeni grozd. Projekt še vedno traja in sicer do konca tega meseca. Morali smo ga pa zaradi različnih razlogov podaljšati, tako da je projekt kar dolg. Kot si verjetno mislite, urediti vse papirje za izvedbo tako velike obnove cest ni bilo enostavno realizirati in tu so bile določene težave in zaradi tega je bil projekt podaljšan, zdaj pa tudi nekako delno zaradi korone. Cilji projekta so bili, da se zmanjša učinke mestnih toplotnih otokov z zmanjševanjem površinske in prostorske temperature. To je jedrni projekt. S tem bi se izboljšala tudi kvaliteta prebivalcev, okoliških prebivalcev in prebivalcev mesta Mursija. V zvezi z zmanjševanjem hlajenja in tudi javne razsvetljave so merjeni tudi energetski učinki. Zmanjšalo naj bi se onesnaževanje in razvit je bil posebna aplikacija za simulacijo nadomestitve tradicionalnih asfaltov z to rešitvijo hladnih asfaltov. Tu je zdaj video projekta. Jaz bom vmes komentiral, zaradi tega, ker zvoka nismo realizirali. Ampak namen videa, da vidite, da je zadeva konkretna, da se dogaja na terenu, da to ni nekaj, kar je zgolj v laboratoriju. Tako da jaz bi tole kar zaštartal. Govori o tem, da je to live projekt, ki ga podpira live program. V enem letu tega monitoringa, tu na sliki je stolp za spremljanje meritve osvetljenosti in temperatur na različnih nivojih v mestu. 4 taki stolpi so bili. To je predstavitev podjetja, ki je moralo prilagoditi svojo proizvodnjo za proizvodnjo tega asfalta, ker je pač svetlejši in je bilo to potrebno. Tu je govor o tem, da je to ta sintetični, skoraj brezbarvni vezivo na podlagi bio-based low molecular weight component. Kaj to je, niti jaz ne vem, ker je pač to nekako skrivnost in tudi zaščitena. No, tu pa vidite izvedba, ki vam je poznana, tako da to ni kaj dosti drugače. In seveda potem finisher in izvedba. No, zdaj že vidite, kako ta asfalt v bistvu izgleda. Podjetje je takrat ravno nabavilo ta nov finisher in so ga lahko uporabljali za ta namen. Drugače pa izvedba ni nič drugačna kot potem so pa razne kontrole, meritve, temperature, drsnosti in tako naprej. To je bilo narejeno na površini 24.000 kvadratnih metrov. In ta del tu je bil narejen tradicionalno, s tradicionalnim asfaltom, da se vidi primerjava. To so pa potem primerjalni posnetki, kako je bilo prej in kako je sedaj. To je bilo februarja 2020. In to so slike, ki ste jih videli. In to je pač mesto Mursija, mestna hiša, kot pri nas v Ljubljani. No, kot rečeno, Mursija je zelo podobno mesto kot Ljubljana po velikosti in razlika je samo to, da pri njih je le malo bolj toplo, v bistvu vroče, ker to je južna Španija. Ampak vseeno, tudi pri nas so te težave s pregrevanjem. Moram iti naprej. No, če gremo še malo skozi slikce, to je
pač to demonstracijsko področje. Vidite, da so to kar velike površine za demonstracijski projekt. In kot rečeno, pripraviti dokumentacijo za tako veliko sanacijo ni bilo enostavno, predvsem pa tudi, ker gre za novo tehnologijo. In verjetno so se tudi pri njih pojavile različne težave v zvezi z to novo tehnologijo, gre za nov material, in je bilo pa verjetno treba tu kar nekaj stvari urediti. V zvezi s tem se da dobiti informacije, kaj so te težave bile, ampak na koncu je zadeva stekla in so to uspeli realizirati. No, in pri tem so zbrali kar nekaj podatkov, 6,5 milijonov, kar pomeni, da so bili učinki res spremljani in tudi po enem letu predhodnega monitoringa je lahko dosti dobra primerjava z prejšnjo situacijo. In tako izgleda. To so vizualni učinki, kar je vidno na prvi pogled, in so to posnetki takrat ob izvedbi. Zdaj imam jaz še nekaj teh posnetkov, ker sem takrat februar tudi bil v Mursiji na sestanku in so te primerjave zelo zanimive oziroma zelo očitne med tema dvema asfaltoma. Kar je pa pomembno, na eni strani se ta učinek, ki je malo šokanten na prvi pogled, ker smo le navajeni na sivino, se zmanjša. Vizualna razlika se zmanjša. Kot vidite, po 420 dneh je ta površina skoraj identična recimo asfaltu, ampak pomembno je, da se energijske svetlobne karakteristike niso močno zmanjšale. Kar pomeni, tisti bistveni učinek ostaja, kar je v bistvu zelo pomembno. Kot rečeno, monitoring je bil dovolj bogat, da se je zbralo veliko podatkov, toliko, da Excel orodja niso več zmogla in so razvili posebno aplikacijo, da so lahko te podatke obdelovali in jih pač primerjali v teh nekaj letih, kar se je to spremljalo preko teh stolpov za monitoring. In zdaj še nekaj posnetkov iz terena, takrat, ko sem jaz bil tam, to je bilo februar 2020, nekaj, mislim, da teden, 2 tedna po izvedbi. To je ta monitoring stolp. So tudi stolpi, ki so nižji, da se temperatura meri na ne tako visokem mestu, ampak nižje. To pomeni, mislim, da 1,5 metra nad cesto. Te stolpi so 4. In to je v bistvu ta spoj med tistim delom, kjer je bil uporabljen tradicionalni asfalt in delom, kjer je uporabljen ta nov hladni asfalt. Vidi se že uporaba te ceste, nekako sledi vozil so vidne. Je pa razlika več kot očitna. To sta 2 posnetka, ker se ta razlika zelo vidi. Kot rečeno, se pa potem s časoma zmanjša. No, to je ekipa, ki je ta projekt vodila, vodilni tehnolog in potem direktor inštituta in sedaj po novem tudi direktorica tega podjetja CHM, ki je pač to zgodbo s strani izvajalca tudi vodila. No, to je pa posnetek te pokrajine Mursija, ne vem, če ste že bili v Južni Španiji. Zakaj ga kaže? Zaradi tega, ker so to plantaže limon in pomaranč. In čiščenje z vodo tam ni neka rešitev, ker vodo zbirajo za druge bolj pomembne naloge. Ampak kot rečeno, voda oziroma dež in tudi sama vozila nekako tudi čistijo
to površino. Oni so to tudi naredili, ne, pač v okviru projekta so si to privoščili in je možno tudi površino očistiti, ne, kar pomeni, pri nas to ne bi bil problem, tam pa je, ne, zaradi tega, ker če bi preveč čistili, bi kdo jih vprašal po zdravi pameti, da je ključna gospodarska dejavnost so plantaže, kjer vodo pač zbirajo, zato da lahko pač zalivajo vse te nasade. No, kar se tiče svetlosti odboja, je na teh dveh slikah prikazana razlika med tradicionalnim in tem novim asfaltom. Ob izvedbi je ta svetlost 150% bila povečana in to se je v okviru socialne študije, ki so jo naredili pri teh prebivalcih, kazalo kot zelo zanimivo, zelo aktualno, ker so se počutili bolj varno. Ves ta predel je bil predvsem ob večerih svetlejši in nekako ljudje so se počutili bolj varno, kar so v bistvu v okviru te ankete tudi poročali, ne. Kar je tudi pomembna zadeva, ko govorimo o trajnostnem vidiku. Po enem letu je ta padla, nekako se je asfalt umazal, ampak še vedno je dosti svetlejše, ne, tako da ta vizualni učinek se ne zmanjša bistveno. Seveda, kot rečeno, je pa možno tudi te površine oprati in tudi dež jih lahko spere in ima pozitivni efekt glede tega. Tam pa tega dežja ni veliko, ne, v teh krajih je bolj suho, no, tako da na to ne morejo dosti računati. No, jaz sem pa takrat, ko smo projekt začeli, bral, da so se ljudje pritoževali, zakaj se barvajo asfalti v Ljubljani, ne, na Ajdovščini, ko se je pač rešitev takrat realizirala. In dejansko je to nekaj, kar je lahko problem, ne, ker smo navajeni na sivino, ne, na črnino asfaltov, in potem nekaj takega svetlejšega je lahko na prvi pogled čudno, če ne problem. Ampak mislim, da z ostalimi učinki, ki so bili evidentirani tudi med ljudmi, ki so tam v bližini živeli, ne, je to, mislim, da so učinki bistveno boljši in večji kot ta negativen odnos do svetlejših površin. No, ta odbojnost, ne, je kot rečeno s časom padla, ne, v procentih iz 37 na 24, ampak je še vedno velika v primerjavi z tradicionalnimi asfalti, ne, kar je tudi nekako pokazano z meritvami na kontrolnem mestu. Tule je govora o tem kontrolnem poligonu, kjer je bil kontrolni cesti, kjer je bila izvedba realizirana z normalnim asfaltom. To so pa posnetki s termokamero, površinske temperature, kjer so pa razlike očitne. Maj 2020, 6 stopinj Celzija, ne, kar je kar velika temperatura. Vidite tudi, da so tu maja kar velike temperature že asfalta v teh krajih, v tem kraju Mursija, ne, ker je dosti na jugu Španije. In tudi februar, recimo, ko sem bil jaz tam, je bilo to nekako 20 stopinj, 22 stopinj, idealne razmere za življenje, ne. Nekje kot so pri nas maja, je tam februar, tak mesec. No, in splošno, ne, meritve so pokazale, da je ta temperatura zmanjšana za od 7 do 11 stopinj in celo za 15 stopinj na nekaterih mestih, ne, kar je kar velika temperaturna razlika. No, in to so pač te meritve, ki so bile izvedene v mesecu junija in
vidite 61 stopinj asfalt v juniju mesecu. Takrat se tam pa res skoraj ne da več živeti, je tako vroče. Vsaj kar se nas Slovencev tiče. Da bi lahko omogočili tudi implementacijo v drugih krajih, je bila realizirana oziroma razvita posebna aplikacija, kjer je možno izvesti simulacijo, kako bi izvedba uporaba takega materiala, primerjalno z nekimi tradicionalnimi, vplivala na pač določene te parametre v drugih krajih izven mesta Mursija. Tu bi jaz takoj povabil MOL, da poskušamo to simulacijo narediti za Ljubljano. Potrebovali bi klimatske podatke za 1 leto in bi s tem potem lahko ugotovili učinke, ki bi jih uporaba takega materiala lahko imela v Ljubljani. Tako da s tem jaz potem mogoče vas, gospa Jazbin, še kar kontaktiral, če lahko pa na koncu na to temo tudi kakšno besedo še spregovorimo. Drug vidik je bil na nek način celo malo presenečenje, je bil hrup. S tem materialom se je bistveno do neke mere zmanjšal hrup zaradi prometa. Vemo, da je hrup v mestih dosti problem. 40% ljudi v Evropi je obremenjeno s hrupom, prek 55 decibelov, 20 še celo več, tako so podatki. Kako je to možno, da ljudje to prenašajo? Zato, ker se adaptirajo, ampak to ni potrebno. No, in pri tem projektu se je pokazalo, da je uporaba tega asfalta zmanjša hrup za 3 decibele, kar je kar pomembna razlika, ki se sliši. To smo videli tudi na terenu, ko smo bili tam. In to se je tudi pokazalo skozi meritve. To je diagram, prikaz teh hrupnosti skozi določeno obdobje, in sicer pred izvedbo, potem ob izvedbi je to hitro padlo, potem so imeli tudi oni lockdown, se ni nič dogajalo, so bili še bolj zaprti kot mi. No, in po tem se je pa pokazalo, da je ta razlika nekje 3 decibele. To so zopet podatki meritev na istem mestu. V povprečju je ta hrup manjši za 3 decibele. Zdaj, kako to izgleda, je mogoče najlažje slišati, je pa problem, da se to spet ne bo slišalo. Probal bom, samo mislim, da se sliši. Ne, ja, dobro. No, se pa vidi tu na sliki tega posnetka zvočnega in dejansko se ta razlika sliši. Ko se vozilo zapelje iz navadnega asfalta na ta hladni asfalt, se ta razlika sliši. In to očitno sliši, kar pomeni, da je hrup zaradi prometa tudi kar dosti manjši. Kar so tudi ljudje v tem okolju opazili in pač pozitivno ocenili. Zdaj te videi in tudi te posnetki so dostopni na spletni strani projekta. V multimedija je področje. Jaz sem to poskušal direktno iz spletne strani prikazati, pa ne znam, bi moral prej probati, na žalost se opravičujem, to je moja napaka. In tam so pač tudi ta video, ki smo ga gledali, in tudi te posnetki, posameznih faz izvedbe in tako naprej, so na tej spletni strani. Nekaj v španščini, nekaj v angleščini, ampak te stvari, da se sliši ta razlika, mislim, da je res aktualno to poslušati.
Dobro. Tako da to so povzetki rezultatov. To pomeni, povprečna sprememba temperature površine je 17 stopinj Celzija, maksimalna 15. Sončna odbojnost je 23 v primerjavi z tradicionalnim asfaltom, kjer je 18, to pomeni kar povečana. Svetilnost je dvojna, hrupnost za 3 decibele zmanjšana, emisije ni bilo pomembno, ni bilo relevantno, ni bilo posebnosti. Kar pomeni, da je ta rešitev aktualna. Aktualna je, ker so uspeli prepričati tudi mesto Barcelona, da je izvedlo načrtovano oziroma demonstracijsko aplikacijo. To je pomemben uspeh projekta, pomemben uspeh tudi za samo podjetje CHM. Barcelona, verjetno si mislite, da je veliko mesto z velikimi investicijami v zvezi z obnovo vozišč in če si v tem mestu kot izvajalec tako tehnologijo noter, verjetno je to za podjetje zelo, zelo pomembno. No, in to je izvedba v Barceloni. Mislim, da je bila letos, nekje pomladi ali zdaj poleti celo, ne, novembra, celo zdaj, en mesec nazaj, se opravičujem, ko so nekaj predelov mesta obnovili s tem asfaltom. In zopet so tudi na nivoju mesta Barcelona to ustrezno predstavili in promovirali. Zdaj ne vem, ali se tu bo tudi izvajal kakšen monitoring ali ne, ampak na slikci se vidi učinke izvedbe ob končani izvedbi. Druga aplikacija pa je na predorih, to je pa zadnja stvar, ki sem jo zasledil, kako izgleda uporaba takega asfalta v predoru. Na levem posnetku vidite, kako izgleda prehod iz navadnega v svetlejši asfalt in kako je svetlost predora enakomerna, če je pač ta površina nekako svetlejša. Kaj je možno za Slovenijo? Kot rečeno, je ta sama tehnologija kemija patentirana, ampak proizvajalec in inštitut sta zainteresirana za nadaljnje sodelovanje pri projektu in pač prenos te tehnologije v druge države, v druga mesta. Mi lahko za začetek naredimo to simulacijo matematično, kako bi uporaba takega materiala vplivala na določeno lokacijo v Ljubljani, v Mariboru, kjerkoli, Novi Gorici. Če dobimo ustrezne klimatske podatke in tudi podatke o navadnih, normalnih asfaltih, kar mislim, da so isti kot v Španiji, tako da to ni problem, bolj so pač te klimatski podatki. Mislim, da v nadaljevanju bo vedno bolj aktualno, da se ta problematika rešuje. Seveda, sigurno najprej z ozelenitvijo, senčenjem, zelenimi površinami, to je prvo in najbolj učinkovito reševanje te problematike, ampak tam, kjer to ne gre, je pa uporaba teh tehničnih rešitev lahko rešitev. In kot rečeno, to tehnologijo je možno prenesti z licenco tudi v Slovenijo. Iščemo partnerje, ki bi se tu vključili in če je interes tako pri investitorjih kot pri ponudnikih teh tehnologij, proizvajalcih asfaltov, se lahko dogovorimo o možnostih in nadaljnjem sodelovanju. Mi kot Grozd lahko tu posredujemo s temi partnerji Španije, ki so za to zainteresirani. Tako da ni problem. Imamo tudi v Sloveniji proizvajalca titanijevega dioksida, ki je ena od komponent seveda tega materiala. Tako da tu bi se dala narediti dobra tehnološka zgodba. Seveda, če je dosti velik interes,
pri investitorjih v to urbano infrastrukturo, če rečemo. Tako nekako. Mi smo to tudi večkrat že promovirali. Nazadnje sta bile dve delavnici, kjer smo te rešitve prikazali tudi v primerjavi z rešitvami, ki uporabljajo v Ameriki, kjer so večinoma to reflekcijski premazi. Z rešitvijo, ki jo razvijajo v Parizu, in sicer z močenjem površin in študirajo oziroma raziskujejo, na kakšen način to izboljšuje oziroma zmanjšuje te učinke. In v Italiji, kjer uporabljajo tudi premaze. Tako da te stvari so vse dostopne, dosegljive na spletni strani od projekta Hitland. Video posnetki teh delavnic in tako naprej, tako da lahko o samem projektu zveste še dosti več. Seveda smo pa mi tudi zainteresirani oziroma pripravljeni da če kaj več informacij, kar jih imamo v zvezi s projektom. In s tem bi jaz se zahvalil in tudi končal to predstavitev in vas vabim, da zastavite tudi na to temo vprašanja. Če dovolite, bi se kar jaz oglasila. Ja, izvolite. No, meni se vsekakor zdela ta predstavitev zelo zanimiva. To je nekaj, o čemer že nekaj časa tudi pri nas razpravljamo, oziroma o tem, na kakšen način ohladiti mesto. Ja, prav ste prej navedli vse te projekte, ki že potekajo, oziroma omenili ste tudi zeleno prestolnico Evrope, ki ta naziv smo imeli v letu 2016 in po tistem smo se še bolj intenzivno začeli z takimi projekti ukvarjati. Tudi v sodelovanju s Prostorožem projekt Vroče točke, tako kot ste tudi povedali, so ljudje lahko sami čist po svoji presoji ocenjevali, kje se jim zdi, na katerih lokacijah se jim zdi, da je mesto vroče in da bi bilo potrebno potem neke ukrepe za ohlajanje mesta izvajati. Tako da smo vsekakor tudi za tovrstne projekte zainteresirani. Zdaj, za začetek, to, kar ste ponudili, se mi zdi super, če je ta opcija, da se naredi nek model oziroma za Ljubljano nek izračun, neko simulacijo, kaj bi to dejansko pomenilo v naših podnebnih oziroma klimatskih pogojih. Tako da jaz bi bila zelo vesela, če bi vi za začetek zelo jasno povedal, katere vse te podatke bi z naše strani potrebovali. Kasneje bi bilo pa vsekakor smiselno potem narediti en tak širši pogovor znotraj mestne občine, se pravi tudi z ekipo, ki se ukvarja z prometnimi zgodbami. Zanimivo se mi je zdelo tudi to, kar je seveda tudi v Ljubljani problem, hrup, zmanjšanje hrupa. Pa me zanima predvsem to, ali je to zmanjšanje hrupa zaradi same strukture tega asfalta, da je tukaj nastala ta razlika v zmanjšanju, ker sama barva najbrž ne vpliva, verjetno sama struktura tega asfalta pa zagotovo. Ali je to material toliko drugačen, ali kaj je tisto, da... Material je drugačen, to vezivo je drugačno in zgleda, glede na to, da ta raziskovanje je potekalo v laboratoriju, to pomeni, ni bilo možnosti, da se naredi velika realizacija in preizkusi pač ta hrup, se je potem to šele videlo, ko so izvedli dejansko ta projekt pač na terenu in so slišali to razliko in so potem začeli to bolj natančno spremljati in meriti in so videli, da je razlika. Pričakovali so, da bo drugače, niso pa vedeli, da bo tak efekt. In dejansko se ga sliši, to vmes garantiram, ker sem bil tam in se sliši.
A so to bolj gladke površine, tako že na... Ne, zgleda, verjetno vibracije od prometa se dušijo, ne vem točno. To je verjetno bi te izvajalci lahko bolj povedali. Jaz nisem tak strokovnjak prav za to, ne, kakšna je razlika, ampak oni so isti agregat uporabljali na tem kontrolnem vzorcu in na tem hladnem asfaltu, ne. To pomeni, razlika v gradu ni, ne, agregat je isti, ampak vezivo je drugo, ne. In zaradi tega veziva je v bistvu ta razlika. Je pa to v bistvu zgornji sloj, ne, nekaj centimetrov, obrabni sloj, ne govorimo zdaj seveda o spodnjem. Spodnji je isti, ste videli, da tu je šlo za obnovo, to pomeni postrgali so zgornji obrabni sloj, ne, pofrezal in potem ta sloj zamenjali. Isto delajo v Barceloni. To pomeni, gre za obnovo. Kaj pa to pomeni, ali so bile narejene kakšni izračuni čist v finančnem smislu? Kaj pomeni tradicionalen asfalt pa z to novo emulzijo oziroma? Ja, bile so narejene študije oziroma cene so, mislim, da je cena dvojna, če ne večja, ne? Ampak gre za to, da je to zgolj en del investicije, jasno, to sami veste, sam material kot tak ni toliko velik del investicije in je potem potrebno upoštevati učinke, ne, hrup in zmanjšanje pregrevanja. Drugo, kar pa je, pokazalo se je, da je na nek način dosti trajnejši material, ne, vsaj v teh primerih, zdaj to ne morejo še tako dobro oceniti, ampak ocenjujejo, da je nekako trajnejši in je potem manj vzdrževanja in na daljši rok je potem to lahko tudi pozitiven učinek, ne. Nekaj informacij, nekaj izračunov na to temo je bilo narejeno. Ampak sam material je pa dražji zaradi tega veziva, ki je pač drugačen, ne. Zopet to ekonomija obsega, veste, koliko je tega, je pač zelo odvisno, je to 25.000 kvadratov ali 500.000 kvadratov ali pa 5.000 kvadratov, to so potem čisto različne stvari. Ključna nekako težava ali pa izziv je to, da je to le tehnologija, ki rabi poseben obrat, ker je barva druga. In tako kakor z drugimi asfalti, ki so drugih barv, ne, je potrebno imeti za to posebno tehnologijo. Ne. Pač ne moreš en za drugim navadni asfalt in tega proizvajati. To zdaj zelo po gospodinjsko vprašam. Če je recimo bi bila Ljubljana zainteresirana, da se na enem območju naredi tudi demonstracijsko nek tak projekt, kaj to pomeni, da morajo ta projekt izvesti izvajalci iz Španije, se pravi ti, ki so poštudirali to emulzijo, ali to lahko izvajajo naši izvajalci, pa določene te komponente kupijo, ali morajo, ne vem, kakšen princip je potem? Ja, sigurno izvajalci so isti. Ste videli, mašinerija ista, izvedba ista, tako da kar se tiče izvedbe, ni nobene velike razlike, vsi te stroje imajo, naprave za izvedbo. Kar se tiče komponent, sigurno je to emulzijo možno dobaviti, dostaviti, ne, kar mislim, da je nekako najhitrejša rešitev. Na dolgi rok verjetno je smiselno to delati pri nas, po licenci. Zopet je proizvajalec take komponente pač tisti partner, ki se ga išče, ne, v Sloveniji. In potem proizvajalec asfalta, ki mora imeti ustrezno postrojenje, ne, za tako vrsto asfalta, ki je nekako primerno, da se to ne umaže, ne, da to ni kombinacija s tem in onim. Zdaj, kako bi to potekalo, se bi dogovorili. Tudi te v Španiji, ne, to podjetje, to so izvajalci, ne, a veste, mi smo zdaj tisti, ki jim govorimo, da je to velika priložnost za njih, da to širijo tudi v druge države, ne.
in jim to ni toliko, kako bi rekel, domače, ker so izvajali tako, kot naša gradbena podjetja. Je pa tu zraven ta inštitut, Citicon, ki je mednarodna, ki sodeluje v mednarodnih projektih, oni v bistvu puno to podprli. Mi smo lahko vezni člen, Slovenski gradbeni grozd, in bi se zgodba lahko ustrezno realizirala. Verjetno za kakšno manjšo demonstracijo pa bi se dogovorili tudi za kaj bolj direktnega. Ne vem, to so vse stvari, ki bi se mogli pogovoriti, kaj bi želeli, v kakšnem obsegu, in bi oni potem povedali, kako bi se to naredili. Ker poznajo tehnologijo bolj kot jaz osebno. Mogoče tudi ljudje, ki bolj so na temi asfaltov, lahko povejo, kako bi se dalo to pri nas realizirati. Sigurno bi bilo pa aktualno narediti demonstracijski projekt. To smo mi že razmišljali na začetku, ampak enostavno ni bilo pravega odziva. Tu bi lahko ZAK naredil podoben monitoring, ker oni vse te merilne naprave imajo. Isto en demonstracijski objekt ni potrebno, da je to velik, kot je ta, manjši, da se vidi učinke, da se meri učinke in da se vidi tudi odziv ljudi, ki tu živijo, in tudi sprememba čez čas. Ker pač po tolikem času ta vidna razlika ni toliko več očitna in potem ni več to, recimo, do neke vrste problem. Čeprav, če bi pa vse asfalte po celem mestu zamenjali svetlejšega, bi se hitro ljudje navadili. Tako da ni taka težava. Ni pa to toliko reflektivno, da bi to motilo. Taka huda odbojno svetlobe pa ni. Prej ste omenjal ta padec temperature od 7 do 11 stopinj. To je bilo tik nad površino, ali kje se to meri? Ja. Kako se je pa temperatura v okolici spreminjala? Ne vem. Je pa nekaj stopinj, ja. Tista sprememba pa ni tako velika. In to je zelo odvisno tudi od vetra, od vseh teh parametrov, ki so takrat na tisti mikrolokaciji. In glede na to, da je to toliko drugih vplivov, tega niso toliko močno poudarjali pri meritvah. Je pa tudi ta temperatura nižja. Ampak rečeno, veter, promet in tako naprej je pokazal, da te meritve so pač take, kot so. Ampak učinek bi bil največji za ljudi, ki so neposredno ob teh cestah, ki ali hodijo pešci, ali ne vem, tisti, ki se zadržujejo, da občutijo to nižjo temperaturo. Tako. Lahko poiščem tudi te podatke o teh temperaturah. Niso bile posebej poudarjene, ampak tudi ta temperatura je kar nekaj stopinj manjša. Kar je, če je to 35, pa gre na 32 ali pa na 30, je lahko kar velik učinek. Absolutno. Je pa rečeno, tu še veter, ostale stvari, ki vplivajo na to, tako da je tista temperatura ta nekako najbolj merodajna, ali pa najmanj se ostali faktorji vplivajo na njo. Zaradi tega je toliko poudarka na tej temperaturi. Hvala. Gospod Gašperin. Sašo, ali ste še zraven? Kakšno vprašanje? Lahko tudi v chat. Se je tam eno vprašanje. Pardon, se ga ne vidim. Tlele, ja, pardon. Evo, moram imeti drug zaslon. Se opravičujem, nisem slišal, kako se vgrajuje to zadevo. Ali se vmeša asfaltno mešanico ali je to dodaten samostojen sloj? To je vnaprej pripravljen asfaltna mešanica. Kot se pripravi v klasičen asfalt, se pripravi
ta asfaltna mešanica s tem materialom, s tem dodatkom, zato so pač prilagodili to proizvodno tehnologijo in potem se pripelje na terenu gradi kot asfalt. Na isti način, ni razlike pri izvedbi. To se vidi v teh slik izvedbe, pač kamion pripelje, strese v finisher, ki je pač v tem primeru bil nov, to vem, ker so rekli, da so glih takrat kupili nov finisher, in potem se naredi izvedba, pač se preplasti pač ta zaključni sloj. Utrdi in to je to. Tu ni neke razlike in glede na to, da so oni to naredili, da so za to dobili gradbeno dovoljenje, vsa dovoljenja, se tudi, to pomeni, da je tudi v skladu z tehnično regulativo, ki velja v mestu Mursija oziroma v Španiji. Tu mogoče so imeli kakšne težave, niso točno jasno povedali, kaj je bilo, imeli so pa tudi težave z pač raznimi stvarmi, verjetno tudi s kakšnimi lastništvi, ki podobno ne vem točno, a veste, kaj je bilo, da je toliko časa trajalo, da so dobili dovoljenje. Vem pa, veste pa vi bolj v mestu, koliko časa traja priprava take dokumentacije za 25.000 kvadratov obnove, ne ene ceste, ampak več cest v enem okolišu. Tu te, ki so v inštitutu, verjetno so precenili, v kolikem času je možno to narediti, ker pač oni niso specialisti za načrtovanje in projektiranje takih stvari, so pač inštitut. In je pač sam proces uradno tekel toliko, kar je. Tako da mogoče ni bil nobenih takih posebnih problemov, ampak samo proces priprave dokumentacije in pridobiti dovoljenja, vse to traja toliko, kar traja. Ni ga možno narediti v pol leta. Kaj pokažejo primerjave te tehnologije s temperaturno odbojnimi premazi? Zdaj, na zadnji delavnici so predstavili te premaze, ki jih uporabljajo večino v Ameriki. LA so to pokazali, ker je pač to dosti enostavnejše in učinkovito. Da bi prav primerjavo delali eno z drugim, niti nismo gledali, nismo študirali. Tako da to je sigurno pač rešitev, ki je široko uporabna. Osebno pa nekako ocenjujem, da nekaj, kar je premaz, je drugo, kot če je 5 cm nekega materiala ali pa 3-4 cm materiala, ki je enakomerne strukture, barve in vsega v tej globini. Površina je le površina, kako je to čez čas, ne vem, ampak če se prav spomnim, so imeli garancije v Ameriki za te premaze nekaj let. Ne vem pa, ne bom nič povedal, ampak ne morem nič reči, ampak mogoče na spletni strani je video posnetek te delavnice, kjer so tudi predstavniki iz LA predstavili njihove aktivnosti in jaz ne spomnim, ali so govorili o učinkih. Vem pa, da so rekli, kakšna je garancija, v smislu, koliko let je garancija, da bo ta premaz funkcioniral. Ni neomejena, samo to hočem reči. Čeprav tudi tu ni omejeno, se veste, koliko časa je uporabni sloj delujoč in ga je potrebno zamenjati. Dobro, za kakšno bolj specifično vprašanje ga jaz lahko tudi posredujem tem kolegom v Španijo, ker so bolj tehnološko podkovani kot jaz, za to področje. Tako da to je lahko vse predmet nadaljnjega dogovarjanja in sodelovanja. Gospod Gašperin, ali lahko še vi poveste, s kje ste, ali pa opišete to, da bomo vedeli vas kontaktirati za naprej?
Kar se tiče primerjave z odbojnimi premazi, je bilo rečeno, da je to enostavno za izvedbo. Cenejše verjetno, oni so tudi iz te delavnice se vidi, kako so to avtomatizirali s posebnimi stroji, ki pač ta nanos nanesejo na večje površine, tudi na avtoceste, tako da je to potem površina lahko velika, izvedba je hitra, tako da zaradi tega oni to propagirajo. Jih pa zelo zanima tudi ta varianta, tako da so bili zelo zainteresirani, da slišijo še več o tej rešitvi, ker je niso prej poznali. Verjetno pa so še druge rešitve, ki so podobne temu. To je pač ena izmed. Dobro, gospa Jazbinšek, še kakšno vprašanje? Če ne bomo počasi kar zaključili. Mikrofon. Pardon. Predlagam, da se mogoče v nadaljevanju potem midva malo dogovoriva glede teh podatkov, ki bi jih z naše strani potrebovali, kar po elektronski pošti lahko, pa da si izmenjamo te informacije in bi nas vsekakor to zanimalo. Dobro, prav, dogovorjeno. Jaz sem imel podoben kontakt že z Novo Gorico in sem govoril z gospo, ki je tudi za okolje tam, se mogoče jo poznate, je rekla, da Arso ima te podatke za njih, ker to ni zdaj dnevna samo nekaj povprečja čez dan, ampak podatki so verjetno čez pač v nekem razmaku nekih urnih razlik in tako naprej. Moram jaz natančno še ugotoviti, kateri podatki so potrebni. Ja, saj jih tudi potem mi lahko pridobimo, mi imamo zagotovo malo več podatkov, ker tudi več monitoringov izvajamo. Tako da je nekaj naših lastnih podatkov, seveda, številne pa tudi dobimo od Arsa, ampak smo v dnevnem kontaktu, tako da no, tako, super. To bi jaz prosil, da realiziramo še zdaj decembra, zato da mi tudi v okviru projekta še to naredimo. In tudi bi bil vesel, da nekako sklenemo kakšen dogovor o interesu, da se to nadaljuje, zaradi tega, da imamo vsi skupaj neko osnovo, da tudi po koncu projekta, projekt se zdaj konec tega meseca konča, da lahko nadaljujemo neke kontakte s temi Španci, ki so, kot rečeno, do neke mere zainteresirani, malo jih je pa treba tudi, kako bi rekel, spodbuditi, da to tehnologijo širijo izven Španije. To moram pa priznati. So zadovoljni zdaj, ker so prišli noter v Barcelono. To je za njih ogromen uspeh, kar je dejansko uspeh. In je zdaj, da pridejo še v Ljubljano, jih je treba malo spodbuditi. Tako da bomo na tem delali. Dobro, bom jaz me kontaktirajte pa. Vas kontaktiral v zvezi s temi podatki. Bom poskušal dobiti čim bolj natančno vgled, katere podatke potrebujemo, ker zdaj vidim, da to ni kar tako, da je to kar nek zalogaj za realizirati v smislu podatkov in vam to posredujem. Prav, velja. To je to, upam, da vam je bilo vse skupaj aktualno, zanimivo. Hvala za vašo udeležbo in kot rečeno, smo v kontaktu. Tako. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav, nasvidenje.